Živja, to so Digitalije, z Lanom zopet sediva v glavnem štabu Simobila in se pogovarjava tokrat o fotografijah, ki jih slikava, snemava s telefonom. Ti dosti kaj fotografij slikaš? Jaz ne vem, če sem kdaj slikal v zadnjih 3 letih brez telefona. Ampak problem rata, ne vem, če ga imaš tudi ti, vsaj zame, ker enkrat se telefon nafila, ne? Mislim, enkrat je rata polhan, ne, mislim, tako sem omejen prostor ima. Meni iskreno, to se mi je že parkrat zgodilo, pa sem fotke prenašal na računalnik, pa zato, kam naj jih dam? Me veseli, da si se spomnil me tega vprašati. Jaz sem fotografije včasih sejval, spravljal, backupiral, to pa zato, ker sem nekako pogruntal, hvala Bogu, ne prepozno, da so fotke pravzaprav najbolj vredna stvar, ki jih imam na telefonu. Zgubil sem telefon in sem zgubil znači fotke svoje. Ali pa recimo, kaj če ti pade v vodo in izgubiš vse fotke, ne? Okay, zdaj je pa prišel ven nov software od Googla. Google Photos. Google Photos. Skratka, rada bi vam dopovedala, družba, uporabite vsaj Google Photos prvič, ker je brezplačen. Brezplačen. In drugič, ker ima neomejeno kapaciteto. Ja. Se pravi, ne računajo nič, lahko pa spravaš gor tudi milijon fotk, če jih imaš. Točno tako. A greva pogledati aplikacijo? Dajva preizkusiti. Jaz sem si ga ravno kar naložil na svoj telefon in že tlele lahko opazujem svoje fotke, ki se zdajle seveda ob prvi uporabi prenašajo v Googlove oblake z mojega telefona. Jaz sem si isto naredil, pa kar opažam je, da mi je fotke avtomatično uredil po trenutno 2 kriterijih. Eno je Places, like Los Angeles. Iščeš fotografijo, ne? Se spomniš, iščem tisto, ki smo bili v Ankaranu na žuru, ne? Točno to, ja. In to seveda zaradi GPS-a na telefonu, on ve, kje ta fotka je. Narejena. In drugič, a si to še opazil? A veš, da lahko iščeš po pojmih, recimo, lahko napišeš, najbrž po moje v slovenščini, ne vem, če razume, skyscraper, recimo, če imaš kakšen nebotičnik ali pa... Predlagam mi nebotičniki. Nebotičnik, mogoče pa res? Lej ga di, v slovenščini, to mi je pa presenetil še mene. Glej nebotičnike. Poglej, kako najde, res. Smučanje. Smučanje, ajde. Smučanje je event, ki je v slovenščini dajva probati, smučanje. Lej ti to, sneg. Sneg pa smučanje, no? No, vidiš, to pa je fascinantno. A veš kaj še dobro, še ta tretja fora? People, ampak ta dela samo v Ameriki. Jaz upišem Jonas in pokažem fotke z Jonas, pa te nimam nikjer teganga po obrazu. Kako on ve, da sem jaz na fotkah? Najbrž pobere podatke iz Facebooka ali boga kaj. Ne, Facebook najbrž ne, ker so skregani. Kako on ve, da si Jonas? A si ti sploh Jonas? Da vidim, Harley. Da vidim, če bo najdel moj motor. Lej ti to. Lej, kako ve, da ne sedim na Harleyju? No, lepo te prosim. Pameten je bentiš, bolj kot moji otroci. Stvar deluje. Stvar deluje. Mečken seveda so tlele tudi kakšni pomisliki o privacy. Privacy, zasebnost. Ampak po drugi strani je pa treba reči, kadar je takole uporabno, kadar je software takole uporaben, se mi zdi, da se kar splača mečken dati, pa imejte malo mojih podatkov, če jih boste tako koristno uporabljali. Gled, ti še par fotk pokažem. Lej, s fotk mi naredi animacijo. Točno. Iz fotk, ki so iz podobnega stališča posnete. Jaz sem naredil nekaj zaporednih fotografij, on jih pa zloži v video, verjetno nek GIF. Kaj imaš s plaže, mi pokaži? Kliknem search in rečem plaža, se res. Če imaš kaj s plaže. Imam kaj s plaže. Plaža, išči. Opa! Daj ti to res. Morje. Poslušaj, vse me je mečken strah, ne? Ampak po drugi strani si pa rečem, naj nas ti roboti spravijo k pameti, naj nas prevzamejo, naj bojo naši gospodari. Kaj fajn.